ga je slekel en carinik. Legit slek. Samo, Slekel sem se sam. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljši podcast slovenčani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes vse na naši levi. Danes je z nami ekipa iz filma Gepak. Sem prav rekel? Ne. Gepek. Kaj je zdaj prav? Kaj je zdaj prav? Gepek. Yes. Danes je ekipa z filma Gepek. Tukaj imamo Tineta Ugrina, ki ste ga videli že pred kratkim pri nas. Pol imamo Jana Gerla Korenča. Pol imamo Roberta Kladnika, Žigo Kukoviča in Mateja Rimaniča. Dober dan. Tukaj pa še moja malenkost. Fantje, kako ste, kaj začnemo tam na uni strani Tine? Dobro, v redu, super. Naprej. Jaz sem tudi super. V mikrofon. V mikrofon. Zelo lepo je prideti na obalo. Na sonce mal vitamina D. Super, the best. Hvala za povabilo. Feels like home. Katastrofa, čist katastrofa. Lej, live zadnje cajte je ludnica, no, sam to vam zapovedati, ampak smo Kar izli. Izlijem, ne znijamo tuk časa, da grem jaz v vse, ampak dobro je, no, zadnje dni zelo so naporni dnevi, imamo tako vse dan imamo premiere, zjutraj imamo radije, ovo, ono in je tak... Podcaste, vidiš, čist ludnica, ampak cool je, no, mislim res, pač sanjali smo o tem, da bomo tu na tej točki, ko smo zdaj, da imamo film v kinu. Danes imamo, prej smo glih objavili 41 predvajanj našega filma je danes po Sloveniji in si tak, ne zavedaš se zdaj sploh, niti malo se ne zavedaš, samo to se dogaja in se hočeš zavedati, pa se ne moreš čist zares. In pol en druga se trudimo malo pominjati. Boj si tak, te glavo gor. Hitro pozabiš, da je ful velik dosežek. Yes. Kaj ni zdaj to ti pa tako najlepša stvar? Veš, si delal, da priješ do te točke in zdaj si na tej točki. Tako, cela ekipa. Drugač, meni osebno je proces najlepša stvar. Res? Ja, ker pač res uživam v tem delu, sploh pri tem filmu je bilo sam nerealno delati. Tako da ja, proces. Lej, preden začnemo, ne. Imamo člani škatlo vprašanj. Jaz popizdujem. Vprašanj, ja. Zato, ker sem jo končno napolnil po 2 letih in od takrat smo vedno pozabili koga kaj vprašati in da kaj izvleče. Tako zdaj boste neki izvlekli iz naše člani škatlo vprašanj. Naj vsak zvleče eno, ala. Ala, ena ta dva je za vaju, ta dva je za vas. Tukaj pri maturi eno zamenjamo. Če bi lahko izbrali von kot svojo super moč, kako bi ga uporabljali? Von za super moč. V smislu, da je von tako jak. super. Verjetno, ja. Mislim, recimo kaj, da se to ti odgovori. Ne, se odgovori ti. Po mojem pač, da je več range, da lahko res vonjaš vse. Ne vem. A tako si ti predstavljal? Jaz mislim, da lahko dišiš tako, kot ti paše. Ne, jaz sem si predstavljal. Ja? Jaz sem si pa predstavljal, pač da imaš ono ogrinjalo, pa si kot dihura, veš, ko priješ. In si pač, ne vem, to je to. Ok, da ful dobro vohaš je bil to namen tega, ja. Ja, ne? Ja. Ne vem, po mojem, prečekiral bi marsikam, ko greš, ne, malo WC prečekiraš, veš, ko kdaj stopiš na WC, pa je pač dirty as hell, ne. In pač prej bi lahko mečkan že prešparal bi par minut v life, ampak to je to, kar zaenkrat moja glava sposobna naštudirati. Verjetno je še ful velik potencial, ampak še nisem čist tam. Lahko bi bil ful dober carinik, ne, tako, pri našem filmu. In pridejo momci, šta je momci? Ker zapeljete to na stran. Tako, naprimer, to bi uporabil. Pa bil najjači na sceni. Mislim, lahko bi iskal tartufe. Lahko bi. Jaz na drag pomislil, on na drogo. Pač okej. Ok, najno vprašanje je pa, kaj če bi vsi imeli svojo osebno tematsko glasbo, ki bi se predvajala, ko vstopite v prostor? Katera bi bila vaša? Ker začniti, kaj je še razmišljal. To je komad. Ja, glasba. Poj bo rekel Coldplay. Ne, veš kjer je, Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Ok. Tako da greš v ring. Ja, dobro. Jaz pa ne vem, ful razmišljam. Ti bi imel Zetorja, stari.
Odvisen je od dneva do dneva, pa mislim, zdaj trenutno Za večino dni. za večino dni, neki je kakšen komad iz filma. Ja, umrl zate. Za moje kolege in za naš film. Trenutno. Ali pa, oziroma, kadar bom vandral, ne? Zdaj že cel teden vandramo okoli. To je v bistvu si predstavljam to, imaš en komad in priješ not v prostor in ta umrl zate je recimo v špici, ne? Ja. In pol priješ ti v prostor in se izpišejo kredici od tebe. Čakaj, si misliš, da imaš enega človeka in vsakič mora poslušati to fucking muziko, ko priješ ti notri? Tebi zmo, kje si ti, ne? To je kot telefon, veš, ki si nastaviš ringtone za nekoga, ne, Po mojem- bivše, veš, recimo. Gremo naprej. Torej, fantje, spremljate kaj filmsko sceno v tujini, kaj? Ja, mičken. Mislim, to zdaj vprašam, zdaj so bili nominacije za Oskarje za to. Mislim, Gebek je zdaj šele ven prišel. Tako da z razlogom ga še ni. Torej, kvalificira za drugo leto. Ja, absolutno. Kakšno se vam zdi, ok? Ja. Za Oskiče? Ja? Zaskiče. Naravno, nisem še vseh pogledal, zares. Kaj, jaz bi mogel osvežiti spomin. Maestro mi je bil všeč drugače. A ti je bil? Si gledal? Ja, Maestro je bil. Ja, Barbie pa Oppenheimer sta poharala, kar smo pač, po mojem, pričakovali v Easy. Ste gledali Barbie? Ja. Ja. In? Pa, Sem ga že malo pozabil, ampak drugače, ko pogledaš film kot celota, to je ko ena, ne vem, vidiš, da je studio, ampak je tako narejeno, da pa ne vem, ko je ena risanka. Lepo kreativno zapakiran film. Res je. Tle sem mislil, da kaj poznaste malo bolj. Vsi se jezijo, da ni bila Greta nominirana za najboljšo režiserko. A ni bila? Ni bila in tudi jezijo se za Margot, da kao ni bila nominirana, ampak po mojem mnenju si ni zaslužila. Iskreno? Zato, ker bil je dober film, ni bil vreden omembe žirije, res pa da film je bil nominiran za Best Picture. To pomeni največjo nagrado, ki lahko dobiš na Oscarjih, to ja. Ampak za najboljšo režiserko to ne. Plus, vsi feministke, film The Anatomy of a Fall je bil režiran z ženske strani, glavna igralka ženska in zmagal je v Cannesu glavno nagrado letos. Tako da imamo ženske super filme, ki jih delajo ženske, tako da let's go ženske, ampak ja, Barbie režijsko osebno si ga ni zaslužil. Aha, jaz sem mislil, da si vprašal za igro, za Margot. Če si In Margot tudi pač je bila že boljša v 100 filmih. Jaz sem lihan TikTok sem gledal, kaj je nekaj razlagal temu, da kao se ne bi nominiral nekoga, kaj presegel pač to neko igro, da ne igra kvazi sebe, a ne. Margo pa v tej vlogi, no, to so besede od unga TikToka, Ja. da ne bom jaz nekaj kriv. Ampak ja, pa on razlaga, da je v bistvu Margo praktično sebe igrala, a ne. Blond, uspešna ženska, tako da ja, s tem ni neki presegla svojih igralskih sposobnosti. Mislim, da je ful dobro, no. Sorry, zdaj samo mi dva govorijo. Fanto, če imate kaj zapovedati. Ne, mislim, Margo je vedno dobra. Tako ali drugače, recimo. Ne, ampak je res, igralka je vrhunska. O tem govorimo. Ne, mene samo zanima, skote nekaj reče. Ni da zdaj, ona not je bila super narejena za Barbie igrati. Samo, kaj pa vem, ko smo gledali kakšne druge filme, ne more biti zdaj vsak film, ki je imel najboljši box office, ki je imel najbolj ne vem kaj, ne more zdaj za vsako stvar, vsaj meni ni, da bi rekel, da sem si zapomnil to njeno igro, to je bilo pa to the best ever. Lahko bi bila, ampak ne vem, tudi Meryl Streep je nominirana za vsak film. Ne, mislim, da če pogledaš Tonja, je to pač... Ja, ne, Tonja, pa to je... Sam zdaj pa, neko ste rekla, pač ja, igra to poprečno, ampak ko rečeš Barbie, ne, tako, Barbie, pa pogledaš ta film, mislim, ona je bila Barbie Ja. in je dosegla to, kar je mogla dosežiti, veš. Mislim, za moje pojme, je Barbie. Mislim, jaz gledal risanke Barbie tudi v Nemščini, stari moj. In evo, zdaj, ko jo vidim, ona je bila real life Barbie, stari, v nulo. Ampak dobro, zdaj, ne vem, za Oscar je to, jaz ne bom zdaj ocenjeval, ampak ona je bila Barbie, stari. Jaz imam tle eno vprašanje, kaj igralec je tisti, je dober igralec oni, ki ne igra sebe v tej vlogi, kaj takrat si dober igralec, ali če si že za to vlogo in pač jo odigraš perfektno. Ne vem, Žiga, ti recimo, kaj izbiraš ljudi, ki so po osebnosti take za film, ali si šel izbirat pač nekoga, ki je neki X, ampak lahko igra to osebo. Mislim, kdaj je dober igralec? Evo tako.
kdaj je dober igralec, to bi lahko po mojem kar precej debatirali, ampak pri našem filmu vem, da marsikdo sploh ni to, kar igra. Recimo, Tine igra... Tine je zelo ljubezniv, ranljiv človek. Res čustven, zelo ga imam rad. In je v filmu mogel igrati bulja, nekoga, ko se ful mu je bilo težko biti nasilen. In verbalno in neverbalno do soigralcev. Mislim, težko. Naredi je odlično. Great job. Ampak vem, da smo še bolj agresivni. Ni toliko agresiven človek, kot je Jon v filmu, ampak he did an amazing job. Se pravi, ja, ne iščeš tega, vsaj po mojih izkušnjah zaenkrat, ne iščeš tega, da je človek isti, ampak zelo pa pomaga, če pa je človek že doživel ali pa videl neko situacijo ali pa ljudi, ker ima potem lažje razumevanje za nekaj. Recimo, zelo težko bo nekdo igral Zelo težko boš igral ulico, če nisi nikoli bil na ulici, v nekem popačenem, če artikuliram za ta način. Spravi, fajn je videti če si doživel life v neki, boš imel še to širino, boš lažje predstavil neki, se mi zdi. In bodi si pri scenaristiki in bodi si pri igri. Kaj mislimo, fanti? Mislim, si iskal pri njih kakšen poseben look? Look? Mislim, ne, na audicijo smo šli, rabimo te igralce za te in te vloge. Ful si odprt na audiciji, ker imaš ti nekaj v glavi, vsaj po mojih izkušnjah, in potem se trudiš sam dovoliti, da igralci prinesejo tudi to, kar nisi imel pojma, da lahko prinesejo. To je tista magija potem, ko imaš daj kaj v glavi, pa vidiš, wow, to je čist druga dimenzija tega lika in deluje popolno. Mogoče še boljš, ne? Se pravi, iskali smo dobre igralce, ko lahko dobro upodobijo te like. Pa ful smo bili open-minded, recimo Robi je bil tudi del castinga, nikoli ni bilo tak rabimo za tega, pa tega, ko bo to pa to, ampak je just like, we need some great actors. Ok. Prašam, ker moram zdaj poudariti še enkrat, ne, zdaj, ki smo vsi lepo zbrani, Robi igral v prvem filmu pri meni, v enem kratkem filmu. Opa. In jaz za uni film sem rekel, če njega ne dobim, jaz ne snemam filma. On mi je bil glavni igralec, jaz sem rabil takega lika, kot je on, kot zgleda, vse kot to sem jaz rabil. In drugi noben ne bi pasal, tudi če mi prinese 101 globino, sem rabil, da zgleda tako. O katerem filmu govoriš? Onem, ki si tudi ti igral. Jure je igral film. Ja. Uni film je bilo grozno. Mislim, jaz ne bom nikoli več igralec. Dali so mi dali so mi volnen kapo na glavo in sem mogel in 6-krat so snemali en take zaradi tega in potem so mi razbili še neko lobanjo na glavi, tako da... A ga lahko vidimo, kje je ta film? Na Voyotu ali Netflixu imate. Ne, povejte zdaj tle lepo po vrsti, cak, malo izkušnja, filme, Gepak, celovečerc, slovenski. Ja, sam bote surovi, ne bi tle zdaj prijazni, ker je žiga. Mislim, povejte tako, ko je res bilo, ne? Mislim, ne? Kdo prvi, ne? Ajde Tine, dajmo. Začnemo pri meni. Meni je bilo to ena najlepših izkušenj ever, pa ni zato, ki je žiga tle. Ampak dejansko, to je bilo nekaj, ki, to se ne začne samo izkušnja, je odkar ti režiser pove za film naprej. Jaz sem pozabil, ko sem sedel z žigcem v aleji not v mehiški restauraciji, pijemo C9, 1,5 mi je govoril, jaz sem bil tako, 1 uro. Res. Že ko mi je opisoval film, sem vedel, da to je film, v katerem se gre s strastjo, srcem, z željo in nečemer, da se naredi nekaj, kar se ponovadi ne dela. Se pravi, celega filma brez budžeta. Ampak v glavnem, ko sem pol dobil scenarij, jaz sem bil takoj za. Tudi audicija. Nisem niti vedel točno, kam. Prišli smo v Celje, vidim Robija Žigca, Amadeja, Matkeca in Javšnika. Se pravi, se gre za prav. Ker ona dva, prej nisem tako dobro poznal. Kje ste se spoznali vi? Pardon. Takrat na audiciji, ampak pol prav spoznali smo se na privajah. Konkretno. Ampak res, kako je bilo snemati film? Lepo je bilo, ne vem, toliko momentov je bilo, da se jih vseh, po mojem, niti ne spomnim, ampak mi smo začeli izvajati, mi smo redno vadili. Šli smo v detajle scenarija, tako da smo tudi prvič sem doživel to, da smo tudi mi igralci ful prisustvovali pri ustvarjanju scenarija. Dej povejte mnenje, kako bi poboljšali. Pa je bilo okvir zgodbe, itak je bila in spisana, ampak une finese smo jih lahko skupaj ustvarjali. To je ful lep del tega, to je za igralce to ful lepo. Potem, ko se je snemalo, ni bilo feelinga, da zdaj snemamo nek film brez budžeta, brez nič. To je bilo, smo se počutili, to je to.
pa je bilo težko, ma je bilo istočasno, Lizard je tega lepo. Ne vem, če bom še kdaj doživel tako izkušnjo, mislim, doživel kaj podobnega, ampak ne vem, mislim, ni bilo momenta, da bi rekel, zakaj sem se to lotil, čeprav sem zadnjič na radiju spomeli, nisem, da je bilo vprašanje, si kdaj pomislil sred filma, fakt, zakaj mi je bilo to tega treba, in jaz nisem dobro videl zrel oči, nisem in sem dvignil očitno in sem bilo, fakt, ne, stari, to ni bilo mišljeno tako. Mislim, ti lahko poveš, da eno si bil na profesionalnem big budget setu in si bil na temu. Kako se kaj primerja lahko? To lahko skupaj z Janom govorijo. No, Jan, Mislim, tam je folk zato, ker so plačani, da so tam. Ja. Mi pa, pri nas ni bil noben plačan, da je tam in se je pač čutil, ker smo uživali, delali smo živina, to res, ampak ne vem, jaz tudi nisem dobil nikoli tazga feelinga, da pač nekaj moram narediti, da pač sam delam na silo, ampak smo uživali, vsaj jaz sem užival v celem procesu, že na vajah, že prej, jaz sem bil isto tam na audiciji, ta prvi, na audiciji se mi je zdelo, da sem tako slabo vse naredil, da sem pol čisto pozabil na to. Ni bilo momenta, da bi rekel, da se gremo na pol. Ja, to pa itak. Mi, ko smo zagrabili, ko smo šli enkrat v akcijo, je bila akcija in smo pač delali od jutra do večera, zvečer smo se pa skrivalence igrali. Tako da smo pač delali. Ful je bil velik dejavnik, ko smo castali in igralce in ekipo, da res dobimo ljudi, pač zdaj to ekipo, ko sem zdaj dobil, je pač božanska ekipa. Sem pa naletel na marsikoga, ko pa nismo na koncu prišli do sodelovanja skup, ker niso imeli iste perspektive. Govoril sem z marsikaterim, ko je pa bil že profesionalec na tem področju. In tisti človek ni končal na našem setu. Ker je gledal analitično, ker je gledal mehansko, to imaš tako, ja, lahko grem to narediti, rabim nekaj keša, to ono. In bila čisto druga zgodba, kot pa ljudje, ko smo zdaj bili na setu, ko smo bili pa film, ni Gradišnik, recimo, to je človek, ko dela s takim srcem, ljudje božji, pa jaz ne vem, če bi z drugim človekom, to je eden izmed ljudi, ki ga pač ne bi zamenjal. Kaj je bila njegova vloga? On je bil koproducent in Matic, kar bila njegova vloga. Pač z Maticom je na setu naredil vse. On in Matic sta bila in sta posnela film, evo. Šarov Matic. On in Matic je bil DOP, Nik je bil pač his right hand man in tudi on je že Matic je veliko snemal in Nik je posnel, ampak ona dva sta res naredila vse in Nik je bil človek, ko sem mu povedal, on je nek slišal, mi smo nekaj snemali in jaz pa Robi smo nekaj govorila, da snemamo celo večerca. In ko smo se jaz pa Robi ustala in smo šla, Nik je vrgel iz behind the scenes slušalke dol, letel za nama, sem čula, da snemate film, jaz hočem biti zram. In to so bili pol ljudje, ko smo videli, oh my god, ja, obstajajo ljudje, ko si želijo, sam pač zelo težko dobiš pol nekega taga norca, ko sem jaz, ko bo porabil ful preveč keša za film, ko ga verjetno ne bo dobil nazaj, ki pač slovenski film, whatever, ne. In potem, ko dobijo neko tako šanso, je zelo dobro dobiti res prave ljudi, ko greš z njimi v to, ko niso pač sam zato tam, tako sta že rekla, da bomo nekaj zaslužili, da bomo naredili to, ampak we really want to make movies, man. To je bilo zelo pomembno. In isto na vajah, ko smo prej govorili, stari, mi smo vadili v parkirni hiši. Mi nismo dobili placa, mi smo vzeli avto, vzem avto, jaz sem dobesedno jih klical večkrat, si vzeli, za danes nisem dobil placa, a se lahko dobimo kjerkoli drugje. Pa smo se dobili nek na parkirišču, vzun, pa smo vadili. Res smo bili, ampak... Dedication, ne? Ja, to je bilo res pač naredili bomo no matter what. Jaz, ko razlagam ljudem, koliko so bili srčni ljudje na setu, zmer povem za Nika Gradišnika, kako je, ko smo snemali na sceno, ko smo v vodi, je cel set kontov, kako bomo v vodi, kaj bomo zdaj. In se je Nik slekel dogat, to je bilo v koncu oktobra, se je slekel dogat, je zagrabil kamero, jo je dal v akvarij in je šel tja v vodo noter. In tako da ja, dedication. Ko je bilo tebi, Robi? Ja, super, ne? Ne, fora je, jaz sem pri tem projektu že 6 let, ne? Mati moja. Tako, od začetka, ko smo rekli, dajmo film posnet, dajmo narediti film. To je ko je en otrok. Ja, dejansko in moji občutki, ja veš, od tega, da kako to narediti, od tega audicij, tretje in pol šele na koncu priješ do tega, zdaj moraš pa začeti igrati, pa se pripravljati na vlogo. Štekaš, prej je bilo vse druga, ne? Isto na setu. Sem imel večkrat težave, da sem še gledal stvari, ki jih ne smem gledati. To lahko on pove. Ko je bil prišel do mene, je rekel, Robi, fokus, pust.
pust to, veš, ne, mene tudi ton zanima, veš, sem tonski mojster tudi in sem gledal, kak je to, če je mikrofon prav, a je ziher prav, ne, jaz bi mogel pa biti tam, veš, mislim, se pa le šlo, ne, ampak hočem povedati, da moj fokus, kar se tiče celega projekta, je bil res na vseh mestih, ne, kar se tiče scenarija, kar se tiče organizacije, ampak vse je šlo pa nekako še, poleg Žiga, čez mene zravno, veš. In tako da, mislim, izkušen, kar se tega tiče veliko, jaz lahko marsikaj povem, glede tega. Kar se tiče pa same igralske izkušnje, je bilo pa pač top shit, tako sem znač na predprimeri povedal, da ni težko igrati prijateljstva, če te obdaja prijateljstvo in to je bilo. Veš. Dejansko, če ga živiš v tistem momentu in si pač že 3 best friendov v avto, mislim, kak biti ne friend. Kak ne biti tam v momentu, veš, in to je to. Eno zvezdo bi imeli mi zraven pri tem filmu, čist druga zgodba. Ne vem, če bi bila taka energija, ne vem. Enega igralca bi vzel, ko je actor in bi ga plačal, ker bi hotel imeti neko zvezdo v filmu, whatever, zraven njih, namesto nekoga, ne. Polovico tega naj bi po mojem... Kemija, ne? Ja, res. Pa tudi s kakim odnosom je človek na setu. En ni imel ega na setu ali pa česarkoli. Pač res smo bili, vsi smo vedeli, kaj delamo. Zakaj smo tu, res čist druga zgodba in če bomo lahko delali tak naprej, damn, we would love that, ne, res. V filmu se je to ful čutilo, tehnično in vse itak pač se ve, da se lahko izboljša in vse itak pač prvi celo večerc, no budget. Se da tu pa tam kaj izboljšati. No, hočem reči, najtežje v film dati srce in dušo in to se je pač čutilo in če to lahko daš notri, si fucking zmagal. In moram reči, na predpremieri, hvala za povabilo, se je to full fucking čutilo in je res, so naredili en lep film, vi to zdaj gledate na torek, pejte vsi danes v kino, v Cineplex, pogledat film. Ja, vse posod smo, tudi... Ja, klinc, ne, razprodano. Ja, dobro, pejte vse v kino, danes ne moreš se priti, ker je razprodano, haha, jaz imam karte, ampak pejte v kino podpirati Gepak. Od začetka, ko smo mi rekli, kak bo naslov tega filma, 4-5 modelov smo bili na študentski sobi, neki tretje, stari, veš, kak bi bil? Gepak, stari, Gepak bi lahko bil, lepa. Ja, to so bili Štajerci. In mi smo rekli temu Gepak, dokler nisem zdaj prišel do tega, da je pač release filma in vse zanima, kak se reče. In dejansko je Gepak, ne, tudi Žiga zmeri pove, ampak ko jaz nekoga slišim, ko mi reče Gepak, sem jaz tak, svaka ti čas, stari, svaka ti čas, to je to, ti veš, kak se reče, ampak moram biti tih, to je to. Tako da, to momci. Dobro, kaj lahko zdaj razložite to ime, prosim? Gepak, pa če vzameš slovenski gepek, kuferan, prtljažnik, gepek, pogovorno prtljažnik, ne? In potem vzameš angleški pack. To je bil privatni namen, znaš? Gepek, ampak gepek, ne, dva pomena. Meni besedi, but we can't talk about that, because, you know, spoilers maybe, so yeah, check it out. Dobro, zdaj prosim Žiga, odkje je bila ta ideja? Ko se je to vse začelo? Film? Ja. Ma vidim jaz, da tle ta Robi skriti talent za vsem projektom, stari. Ne, skupaj smo tu noter. Desna roka. Ja, pa tamle je še leva. Matic Gabriel, to se treba povedati. To je treba povedati. Je rekel Matic, da bo prišel pomahati. More prijeti, moreš. Zdaj bo prišel Matic, DOP, Gepka pomahati. Straš Matic. Tukrat, na 10 premierah sem mogel povedati ta story in zdaj sem rekel, da ga še slišimo enkrat z Robijeve perspektive. Ajde. Kako on doživlja, kako on misli. Ja, nič. Mi smo šli, kdaj je bilo, ker ga leta, ne vem, več, 2015. Ja, mislim, da 2015. 2015 smo šli na morje, čakaj, smo šli na morje, 4 kolegi smo šli na morje, zjutraj smo se vsedli v starega Mercedesa, smo rekli, akcija, mi gremo Umag ATP, poznate festival? No, pičimo dol, žurka bo do jaja. In potem se je začel, zelo hiter, so se začele stvari dogajati. Tipo? Ja, tipo ne smem povedati, ker tipo morajo ljudje še malo potipati ta film, a veš, in ga pogledati. Tako da, zdaj nažalost ne morem tega izdati. Jaz po vsaki premieri tudi sem do zdaj povedal, kaj je resničnega iz filma in kaj ni, ker je ful zabavno to pol kasneje videti, kaj je resničnega, ne? Oziroma slišati, ko gledaš film. Ampak lahko pa povem, da pač 30-40% je resničnega iz tega filma.
Ne smem pa zdaj le povedati, kaj je, ker mogoče še kdo ni gledal in bi bilo ful To je bolj pritegnilo, da grejo pogledat. Ja, Kako zdaj je to izgledalo? Povem, to je, mislim, ja, ne. Ne smem. Ne, folk ne mara spoilerjev. Pazite, spoiler. Evo, to je že v trailerju. Popi nam je že dosti spoilerov. Ne, čakaj. Ne, to je v trailerju. Res nam je crkno avto. In tudi v trailerju to vidno, ampak od tle naprej pa najbolj, da sami pogledajo, pa bomo mogoče v kakšni drugi priložnosti mogoče povedali, kaj vse je bilo res. Ampak ja, no in tle je Člani bila... prišli na podcast, biti tiho. Ja, Jebem stari, ti, to ne? ne smem, res ne. Pardon. No in to se zgodi, mi potem kao, haha, kak je bilo fajn, sem tja, kjer je žurka. In pa v enem momentu smo se začeli pogovarjati v tej študentski sobi, ne? Študentskem klubu Mladih Šentjur, je 3-2-3-0. Smo se pogovarjali, stari, veš, ko smo takrat bili na morju, ne? To je film. Mater, to je film. Če to daš tako na platno, to je film, ne? In mi res se začnemo pogovarjati, daj naredimo res film, 10-minutni film, dajmo, kao bomo en poletje bomo malo posneli, pa bomo naredili en filmček, ne? Eno poletje. Ja, vse to, ne? In res, jaz 31.12.2017, prednje je bila žurka za nov let, ne, naredim skupino na Facebooku Gepak, oziroma Gepek, slovenski film, noter dal folk in zdaj gremo, kdaj vaje, kdaj je to, a veš, ko še nismo imeli nič. Ko je on napisal scenarij za 10 minut, nič še nismo imeli, ajde vaje, a veš, ker pač oni, ko so bili dejansko v avto, da bomo vsi mi igrali, veš, da bomo pač to naredili, ne. In pa je res pa je šlo iz teh 10 minut na 20 minut, na 40 minut, na uro, pa se gledamo, sem jaz žiga, urca, dajmo to na urcu pa pol, ne. A veš, pridemo do urce pa pol, polom prije kar do 3 ur smo, wow, ne. Dajmo malo počakati, dajmo iti nazaj. Kako se pa temu reče celo večer, kaj je to? To je isto celo večer, sam da ga malo dlje gledaš, ne. To je že celo noč ni mona. Ne, v glavni in pol, pa res prijemo nazaj na uro, pa v enem ključnem momentu, pač to je bilo fula, veš, pa dajmo vaje, pa propada vse skupaj, pa ne venem se več ne da, pa bog da je to okej, a veš, to tisko ne veš, pač. V enem momentu pa res se usedemo Matic, Žiga, jaz dol, ker smo posneli takrat prvi Movit, in smo se imeli super, se usedemo dol, dajmo mi ta film narediti, ne. In takrat v tistega momentu naprej je bilo pa sam njegov fokus še posebej, ampak fokus 100%, to bomo naredili, uro pa pol. In pa je šlo scenarij, se je pisal 25krat, se pravi čez. Meni ga je pošiljal, smo brali, jaz sem bil njegov kritik zadnjih 6 let, vse kar je poslal sem mu skritiziral. Torej, če je film slab, si ti kriv. Tudi. Ne, hočem povedati to, da v bistvu glih to najn odnos je to, ne, kritika na kritiko, razumeš? To je dobro, da imaš tako pošteno. Smija se, dokler nima noben več karkoli za to reči. Mislim, tako, drugmu. Ko ostanemo tiho, takrat vemo, ok, to je to, dajmo ne? Tako je moglo biti v zvezi tudi, realno. To je najna zveza. In scenarij in pa korona vmes. Smo, ne vem, predstavljali shooting, smo 2krat predstavljali naprej. Pa je res do enega momenta, ko smo rekli, evo, akcija. In to je bilo lani oktobra. Ampak režiser se spomne, da pred snemanjem celovečernega filma, brez budžeta se on odloči en mesec prej oziroma 15 dni prej, da gremo mi na festival Movit testirati ekipo. Prav je tako. Ne sodelovati tudi, ampak testirati ekipo, kako bomo mi to delali celovečerni film. Samo povem, jaz ko sem videl vaš Movit, sem rekel, film Gepek bo hud. Nekaj Movit je bil res nor. Mislim, jaz sem bil fak, svaka vam čast. Res, jaz ne gledam ponovadi teh stvari, ampak vaš je bil res. Eden od jačih filmov, ki sem videl. Po Movitu je prišel Tine tam do nas, ki smo bili, je rekel, fantje, pripravite se za eno lepo pomlad. Ja, pred Barcelonom. No, kar sem hotel še povedati. Ja, to je bilo 2022, film, ki ste se streljali v Kjer vojno. se prepirate dva. In mi gremo in posnamemo ta film. Ok, dobro, oprema dela, zastopimo se in pa zmagamo. Čakaj. To lahko prečkiraste na Movitu, na YouTubeu, kliče se. Kjer se prepirata dva. Tako, to je ta film, ta prvi, ki je to začel. Nadaljuj. Ja, in mi to, ok, in pa smo dobili še to potrditev, ko smo zmagali na festivalu in smo rekli, ok, zdaj pa sama akcija. In pa je bila akcija.
Ja. Pa finance, ko smo zmagali, tistega Jurija, naš budžet. Ne, jaz se spomnim, Kladnik, kako si, prav se je čutilo tvoje čustva v onem. Pač tebe se ful spomnim tam, ko si igral, res. Najlepša hvala. Pač, Hvala lepa. no dick riding, ampak svaka čast. Hvala lepa. Res, me veseli. No homo. Ko je bilo tebi v unem filmu, ti si bil tudi tam, zareč glavna zvezda? Ja, takrat sem prvič žiga tam delal, tako zares. In je bilo, takrat smo začeli snemati zjutraj, 6 smo začeli na setu in uno sceno, ki se z Robijem kregava, uno smo vse v enem tejku delali, pač celo uno sekvenco, ki je bila pa malo skatana. Tisto sva snemala midva ob 11. zvečer, po celem dnevu snemanja. In mi je bilo toliko bolano, pol je žiga rekel, a boste lahko še enkrat. Jaz sem mislil, ja, gremo še enkrat, prosim še enkrat, bolano je. In z Robijem je bilo tako vrhunsko igrati, res, to, prav, ker sem ga pogledal in sem videl uno v njemu, res sva se začutila takrat, tako da sem se pol sam še bolj veselil Gepaka. Še on sam se ujame v isto past kot vsi. Sem zanalaž rekel. Jaz bi rad sam mogoče na tej točki povedal, pa dal my respect celi moji ekipi, pa če kogarkoli zanima, kak je to veliko vprašanj dobim, kak je to možno, sploh narediti celo večerca iz nule in to in je res, it's so much, s kakimi ljudmi se obkrožiš, pa ne spet obkrožiš, da boš zdaj pisal folku, pa mislim, ja, tudi napiš folko, če hočeš, ampak ne ono, da boš načrtno iskal ljudi, ampak ful je v tem, ko narediš neko akcijo v neko smer, boš avtomatsko atraktil prave ljudi. Tako je prej Robi rekel, na neki točki smo se odločili, bila je ideja, dajmo posneti ta filmček, whatever. In potem smo rekli, smo se usedli, veš, že ta akcija, pokličeš človeka, usedeš se z njim, mi bomo to naredili. In mimogrede obstaja en teaser filma Gepek, ki ga ni nihče videl, razen par podjetij, pa ekipe, no, v katerimi smo pičali našo idejo o filmu. In ta teaser je pač trash za mene, ampak the fact, da smo mi organizirali svoj čas, ga šli posnet. To se jaz spomnim. Možno, da si ga videl. To sem videl, ja. Še ti si bil not. Ja, in ko greš to narediti, Po snegu še snemam. ne vem, kako ne razložim, ampak ta akcija je toliko več vredna, ko vse besede pa vse misli. Da se ti vzameš tist en dan, posnameš, naučiš se nekaj, delaš z ljudmi, pošleš in potem začne se dogajati. Življenje se ful več začne dogajati, ko daš nekam svoj energy. In koliko je meni moja ekipa pač pomagala, pa koliko smo vsi naredili, pa imeli vpliva na ta film in že pri montaži, veš, ko velikrat so režiserji, jaz narejo ta film, stari, se si ga narejo, ampak it's so much the people, ko so s tabo, it's so much in DOP in v montaži folk in ni gradišnik, mislim, res lahko povemo do vseh, itak Robi, valjda, imena tukaj, ampak ful ne biti na tem, da rabiš biti ti genij, rabiš biti pač človek, imeti željo, dobro komunicirati z ljudmi, pa biti odprt, pa boš prišel so much further, res. Vi tri ste dali ono kepo snega skupaj in skotalili samo dol in pol je, da bi se nastal plaz. Keri knjigi si dejansko. Ne, ampak, veš kaj je fora, res prav ga čutiš, da je imel ono, jaz bom to naredil in en rabi, da je dedicated temu in pol potegneš notri ta svojo energijo ljudi. Jaz mislim, da sem se pri tem filmu ful bolj izkazal, koliko sem dober bil producer kot pa režiser. Jaz tega filma sploh nisem imel šanse režirati, ker ni bilo keša, stari. Jaz sem bil tam, da sem pač vadil z igralci 5 ur in potem, ko je bilo čas za kadriranje, je Matic rekel, 2 uri svetlobe. In pa smo rekli, posnam. In ni mogel on najti svojega kadra, jaz najti svojega kadra, dobesedno smo mogli posnet film, stari. In je ful več vredno, se mi zdi to, pač kako smo sploh to naredili, kot pa kako zdaj zgleda. Ker filmu za moje pojme manjka ogromno. To je že enih omejitev, že nasploh je vsak film omejen, zdaj pa sploh no budget celo večer, come on. Mislim tako, delati film je ekipen šport in za vsakim dobrim filmom je dobra ekipa. In to se je ful čutilo, se je ful videlo. Smeš kaj deliti, kam je šel ta mali nič budget, ki ga je imel film? Kar zgrabi. Jaz sam povem. Hrana, pijača, pa da spiš na tleh na blazini. Evo, te stvari so bile. Ostalo lahko pa on pove, ampak to je bilo. Jedli smo, pili smo in pa spali smo. In tle je šla večina budžeta. Zato. Ampak to je izgledalo tako. Tamle v kaštelu, v hiši, koliko nas je bilo, v eni sobi
5 komadov, 3 na posli, 2 na blazinah na tleh, meni je blazina vmes spustila, srečo, Max, Dax Kobler, srečo, je šel sred noči dejansko v Gepek spat, zato ker ni mogel spati in je šel v Gepek spat, preden gre Gepek snemat, stari. Prav, To pa je strast, ne? To Pa je... stari, tudi tukaj enih scen, ko bi jih lahko povedal, zdaj mislim, ko jih sproti pozabiš, ampak ko začneš razmišljati, ne, pol je pa to, ampak evo, budget, ajde. To, kar je Robi rekel, pač ja, basic osnovne življenjske potrebščine. No. Torej, hrana, pijača. Vsi so bili seznanjeni s tem na začetku, to, kar smo prej govorili. Ej, to imamo, we want to make a movie, that's it. Poskrbel bom zate, preživel boš, I got you, but that's it. Garantira samo, da bo imel hrano in pijačo. Hrana še ni bila Še to fiks, ampak občasno. voda je pa bila. Voda je bila fik. Hrana neto. Imate videli kakšne anekdote iz snemanja? Pa zdaj To pazi, naša ko zbiraš, Katka. pazi. Pa naša Katka zdaj vsakič pove, da smo živeli na Argeti pa na surovih tostih. Drugače pa- Poskrbljeno za hrano. Ampak lačni nismo bili, lačni nismo. Poskrbljeno za hranilna sredstva Ne, bolj. drugače smo pa, nismo skozi to jedli, treba je malo shout outa, tudi Viki Burger, smo tudi tam doskrat Mi jedli. smo 26 burgerjev vsak pojedli v Wiki Burger. Veš, kaj je to zgleda? Viki Burger te prvo, cheeseburger danes. Ca prijema si dan. Ajde, cheeseburger danes in 3 dan pridem. Pa bom dal piščančjega, daj piščančjega bom. Pa ne več Coca-Cola, ampak daj ledeni čaj. Razumeš? Stari, ampak dober. Ne, kvaj še, ja, ena taka anekdota je, da una scena, ko porivamo avto, tako smo dejansko bili ta prvi dan snemanja. Prvi dan. Ker smo ga malo preveč užigali in ugašali in kar naenkrat jaz da bom žgal avto in ne gre. Ne užge, žiga. Prvi snemalni dan. Pa to je ta method acting, ne? In pa smo bili točno tako smo bili. Oni trije porivajo, jaz tam, kaj naredim, Robi men, dej v drugo, pa kad ti rečem spust klopko. On rečne, jaz Robi, kdaj, zdaj spust. Spust ga, spust. No in ta scena je dejansko polnotna. To je bilo legit. Pač. Dej ti povej, raj, zdaj da te spomnim, anekdoto, kaj se je zgodilo tamle, pri prijatelju, en dan pred snemanjem Meje. Pri prijatelju, čakaj, pri prijatelju. Na Meji, stari. V glavnem, gremo jaz in Robi v Kaštel, ne? Pa mi spali čez mejo, govorimo o tem, ne? In gremo jaz in se pogovarjamo celo pot, kaj, kako, zakaj. Vmes pozabimo, Robi vozi, se spozabimo. Pazi na spoilerje. Ja, mi bi mogli iti, bi mogli iti čez Šmarsko dol v Dragonjo, dobro, daj pusti, bomo šli tle čez Portorož, skozi mimo in gremo v kaj že dol. Sečovlje. Nikoli ne gremo na ta prehod. Bar bomo šli tle, malo se pogovarjamo, ok, zgubimo 15 minut. Pridemo jaz in on na to prehod, na to mejo, ne. In Robi meni, da on meni osebno in mi čakamo in takrat vidi, on pogleda, stari, sam veš, da nas bo ustavili. Jaz so nas, nisem me ustavili v življenju, v življenju me niso ustavili. Dobar dan, Bruče. On gleda. In oni v kapi, noter oni v kapi gleda. Dobro večer. In ni, dobro, kaj gledaš, zakaj ima za Če pogleda? bi vi videli Drobija osebno. Stari moj, in pol mi reče, pogled kako osebno imam, mi reče pol. Jaz pizda, ok, dobro, mislim. Ampak res. In res ti preče, na stran. Ma kaj? Jaz ga gledam, on isto, tako. Isto je bil, isto. Mi na stran, mora da ne najebati. A jaz si on oblečeni lih iz seta. Vse stvari, imeli smo pol stvari iz seta sabo, da peljemo čez. Vsi že tam, samo jaz in on. In kaj boš ti naprej, stari, jaz to ne znam tako dobro povedati. Zdaj spet spoiler, ne? Ja, vem. Kar ne smem povedati stvari, no ampak zanimiv je bil ta fakt, ne, da en dan preden greš snemat na mejo, se to vete, na meji, dogajanje in pač se vidva usedemo noter in naj ostavijo, dajo dol, gremo not na pregled, ti skar veš, da imaš scenarij naslednji dan, stari. Točno ta, Razumeš? Ko da berem. Točno. Jaz se usedem, jaz sem pa si imaš štiri, ne, moja osebna, jaz Šentjur, on Koper, BMW ob 10 zvečer čez mejo, a veš, V trenirke. kje sta se spoznala majstra, ne, a veš. Ene hitre vaje predstavljamo. Takoj, pa fora je, da ker je neki iz resničnega Če boste danes preskoči za spoiler.
Mislim, vi povejte, če bi govorili. Ne, bomo... V glavnem... Spoiler alert! Robi je bil na morju nekaj časa nazaj in so ga ustavili na meji kot ponavadi in ga je slekel en carinik. Slek. Legit slek. Samo in Sleko sem se sam. slekel. No, vrgli so ga dol, carinik ga je pregledal in potem smo šli mi film snemati in film je napisan delno tudi po tej zgodbi, ko se Robi sleče. In ona dva sta šla čez mejo in isti carinik je Robi tisti dan, en dan preden smo šli mi snemati to sceno na mejo, ga je isti carinik ustavil dol vrgo in slekel. Ampak pol. Ni sleko. Bila je fora, da jaz Slekel se je. pridem noter, Pridem že sam začel svečati. Ne, pride, da jaz... Model me začel spraševati, če je droga, če je on, si rekel, lej, to je rekel, sprazni džepove, dam jaz stvari ven in ga pogledam in se jaz ustanem, začnem odpirati in reče, ko delaš, ko je, si rekel, a ni tak postopek. Vse smo se lani videli. Pa on reče, ko videli? Sem rekel, ja pa, ajde, prej sem imel dolgo koso, zdaj malo krajša, vem. Pa ga gledam, še kar mu ni jasno, pa si rekel, pa dobro, ajde, znam dosta ljudi ovdje prolazi, znam vodje. Je rekel, sam vozi ven, gremo ven. A jaz zunaj poslušam, tam gledam, policaj mi je dobro večer. In on noter in to govori, jaz pokoj. Res, rekel je, dosta, imam 5 ven, ven 5. Prvo je lepo videti, veš, ko te čaka policijski avto Hrvatov, ustavi promet, da ti lahko sam posnameš celo sceno meje. To nisem se predstavljal. Ko ste dobili to dovoljenje? Ja, anekdota iz snemanja. Ja, takrat, ko so zaprli cesto, nam je pa unta drug avto še crknil. Kaj, za snemanje ste imeli en avto ali dva avta ista? V filmu se pojavi, Šest, v bistvu isti jih je avto, bilo samo šest. en, valjda. Ja. Ampak v filmu se pojavi ta dva avtomobila različna. In z obema smo imeli težave. Fun fact, ta drugi avto, ki se pojavi v filmu, smo eno celo leto iskali, kje ga bomo dobili. In je bil cel čas pred nami, ki je bil Robijev avto. In ta avto je zdaj pač idealno pašel v zgodbo. Najprej smo bili, shit, to ne bo dobro. In je pač perfekt je bil. No. To so te stvari, ko jih pa ugotoviš. Sivo jajce. Ja. Povej mi ti, kakšni skej, to mi boste vsi povedali, kakšni skej občutki zdaj, ko je prišel končno film ven, odziv ljudi, pozitivno, negativno ste pričakovali, več, manj? Mislim, itak iskreno, ampak ni občutkov nič. Zdaj so očitno je moje telo kliknalo neko pauzo na čustva, ker... Se vidi. Ja. ni, da bi se skrivalo, izgledaš utrujeno pač, ja. Ja, Vse verjetno si. ja, nič ne spimo, pač ni čist premalo spanca, cel dan imaš zafilan in itak je pač noro to, da kakšne odzive dobivamo v dvoranah, pa na premierah, pa res so odzivi so ono, wow, jaz sem tak, a ste vi zihar, vam res to košeč, stari. Ker smo samo kritični, recimo, fun fact, zadnja dva movita, ko smo zmagali, za oba dva zadnja movita smo se jaz in Matic, pa še kdo iz ekipe gledala, a mi pošljemo to, a prijavimo? Član, ja, what fuck? Pač ja, in pri obeh smo bila tak, to ni čisto, kar smo mi hoteli, to je ful slabo in pa smo oba dva zmagali. In za ta film ne da je isto, valjda smo izjemno ponosni, ampak je celo večerc in ga delaš no budget in je ful več pritiska, ker pač, ko bo šel folk gledati celo večerca, sploh v kino, ki je pač komercialno relisan, ker ni relisan na festivalih, nima backstorija, pa tudi če bi imel backstory, to je film brez budžeta, folk ne bo gledal pa rekel, pač hud film, malo manjka, ampak je brez budžeta, tako da good job. Ne, folk bo dejansko ocenjeval film na podlagi tega, kako ocenjuje nek hollywoodski film, ko je imel milijon budžeta. Nima nobene veze, da ti priješ, ja, nismo imeli keša. Ne, to odpade. Ko ti delaš to, stari, si iste kritike dobivaš, kot pa če si imel neomejeno budžeta in je čisto reči. Kaj misliš, da če bi imel, ne vem, 100,000 evrov budžeta, bi bilo sploh kaj drugače? Po mojem bi bilo fejs drugače, nisem pa prepričan, da bi bilo boljše. Že samo za igralci. Ne vem, ali ne igralci, mislim, ne zaradi nas, ampak nasploh, ti ko si na enem projektu, predvidevam čisto iz nekje, tebe nekdo plača, da delaš, se pravi, boš, ne vem, ni isti vibe. Tle je bilo pa, v glavnem je bilo to eno gonilo, in to je, koliko imaš gušt to delati. In druge debate sploh ni bilo. In to je tudi zdaj, recimo, ko smo na tej naši mini turnejci ta teden. Ne vem, jaz se zbudim zjutraj ves zgonen, ampak polka pač prijem med te ljudi, imam kar enkrat spet nazaj to energijo in je pač lagano vse. Lagano. Misliš, da bi slabše igrali, če bi bili plačani? Ne gre se tu kot tem, ne. Ko si rekel slabši, boljši, pač enostavno ne bi bilo to. Laj da mogoče film niti do konca ne bi prišel, če bi bil denar, razumeš?
pač že v štartu je bilo drugače. Ne vem, cast bi bil drugač, recimo, ekipa bi bila drugačna. Zato, ker bi se pač dejansko zgodba ne bi zložila tako, kot se je tukaj zložila. Ne? Ker jaz temu filmu pravim film folka, sem zaradi tega, ker pač je folk naredil film, razumeš? In ne budget, folk. Mislim, to je ful dobro, to se je ful čutilo, ampak zdaj, kako zdaj to zboljšati? Kaj je naslednja stopnička? Moraš nekako zajeti ta čar s tem, da folk tudi ti je ne samo to s tem pašteto. Ja, en plus tega je, da nam je glih ta pogled v ustvarjanje tega, o čem oni zdaj govorijo, dal ful ene širine, ko je mogoče ne bi dobil, če bi pač dobil tam na razpisu neko keša, najel ljudi, delal z njimi, to mi je pa zdaj pokazal, wow, you can do it this way. Marsikdo tega nima. Marsikjer laik v Sloveniji za filme vemo, kaj reče, nočem zdaj o tem, ker pač ne reče nič dobrega, ampak se mi zdi, da smo pa dobili neko zelo naravno pristno igro, ko pa ne vem, če bi odobil, če bi zdaj koga najel, ta scenarij mi se tako naredi. Igralci tu so imeli toliko svobode, da so lahko marsikaj sami pokazali, so bringali to the table, veliko, kar meni sploh ni bilo jasno. Ne? Ja, sej to na koncu nema hočeš od njih, ampak še vedno vprašanje, kaj je zdaj naslednji projekt? Kako se zboljša naslednji projekt? Kaj je naslednji projekt? Ogromno jih imamo v glavi, ampak se pol te mečka moramo počakati, da se to usede, pa te pa malo live samo smeri, v kjero smer te pač smeri, bomo videli, kako izboljšati. Jaz mislim, da najprej je to, da bo Matic lahko se dokazal kot DOP za 200% več, ker bo imel šanso skadrirati pa posnet film tako, ko je treba. Čeprav tu ne zgleda, vse tako pravijo ljudje, da pač zgleda hollywoodsko posnet film, mislim, odlično posnet film, which is amazing to Matic in Nik Gradišnik in vsi, ko so delali na tem. Matic. Evo, Matic je njegov fotkič. To je Matic. Čakaj, Matic the DOP, the producer. Ja, ogromno načinov je, kako to zboljšati. Mislim, mi vidimo tukaj omejitev, ko jih očitno ljudje ne vidijo in očitno smo zelo dobro skrili to, imeli smo zelo dobre kritike že in montaži in pri scenariju in pri vsem, pa že samo scenaristično, ne samo tehnično, kar ljudje pogosto pomislijo. Se mi zdi, da tehnično smo v Sloveniji še, če imamo čas za snemati, odlični, ampak scenaristično nam mogoče prej kaj manjka, ker za scenarij moraš pa dejansko nekaj čutiti, ne samo analitično narediti, se mi zdi, ful je v scenaristiki, ker meni ni bilo sploh jasno, recimo, ko sem začel takrat 2015, kogarkoli pisati scenarij, jaz sem pisal pač trash stuff. In še zdaj, ko smo šli snemati tisti film, je bil scenarij zame, ni bilo to, kar bi si na tisti točki, ko smo končno prišli v produkcijo, želel iti delati. If that makes sense. Se pravi, jaz sem čist dozorel kot človek, sem se razvil kot človek in ta zgodba je bila za meni hi-hi-ho-ho zgodba in potem sem je mogel nekako krpati s temi izkušnjami, ko sem jih dobil, s tem znanjem, ko sem ga dobil, da sem potem to neko komedi, kakršnokoli zgodbo spravil v nekaj, kar me še vedno zanima, ker so me zanimale čist drugačne stvari. In mislim, da ta film sploh ni scenaristično tako močen, ko sem jaz bil scenaristično močen by the time, ko sem ga začel snemati. Ampak sem mogel ostati zvest projektu, da sem dejansko spelo to, ne boš vrgel scenarija stran pa šel narediti. To kapo dol. In še scenarij je, mislim, vsem nam je to ful pomenilo, ful smo hoteli dostati, sploh jaz in Robi zvesti temu. To smo tudi za ime, jaz sem malo kdaj razmišljal, če bi bilo ime kaj drugega, pa smo rekli, ne, you know what, mi moramo ostati pač lojal in ljudem, ko so bili z nami od začetka in vse in zato GPAK oziroma GPAK. Te odločitve so težke. To je res težko držati nečesa, kar si rekel, da boš naredil tako, kot ste vi naredili. Tako da, ja, pa vleče se, veš, koliko ti ekspandaš in 6 let, ko se spreminjaš, ti si drugi človek, ko si začel. Ja, pa že če gledamo filme iz leta v leto, že pač karkoli pokažeš svojega iz leta v leto, se človek spreminja. Zdaj pa pač 5 let, to mi smo čist drugi ljudje, čist vse je pač šlo čist drugam in je noro. Tako da imamo, we have a lot of room to improve, but yeah. Si prej prašal, kam naprej, ono tretje, ne. Več na dan pred premiere, on prije do mene, Amadej prije do mene, mi se rihtamo, štalo totalna, veš, mudi se, rekel se še nekaj probavamo, kjer ga boš imel ti, kar nekaj, veš, se dogaja, mi bi mogli že tam biti. In res, maček moj laufa, gor, dol, sem tja, v glavi, lej, dogaja, fešto dojaja, ne, prav. In v enem momentu se sem Žigo pogledama in smo sem, vidiš ti to, si zdaj ti to, pa jaz, aha, ker bi lahko pol, ker če ga daš zdaj, ja,
handheld, to, kamero, daš not, kak bi pol kopalnico, ne vem. In v tistem momentu jaz sem, nehajmo, gremo na predpremiero, končajmo ta projekt, pa dajmo mi dva malo zadihati, pol pa naprej. Tako da, to, ko je bilo vprašanje, kaj je naprej, te scenariji so leteli med celim tem 6 letim novi scenarij in zato je bil tukaj, hvala Festival Movie, da smo lahko pa on, v enem letu, ko je prišla nova ideja, veš, ko bi jaz tudi delal poleg GPK? Jaz bi naredil en vojn film, recimo, ne? In smo ga naredili, veš? In tako smo pač tudi dali tudi to stransko kreativo še ven. Toliko kreative, da je moraš še na drugih kanalih dajati ven. Tako da, ja. En fun fact, recimo, kako smo se sploh učili, vse to je, recimo, moj primarni biznis je bil social media zadnjih 5 let. 80% svojega časa sem porabil za film, iz česa nisem nič dobil. Dobesedno. Jaz sem se vsak dan zbudil in sem 4 ure pisal scenarij, vsak dan. In potem sem šel make it a living. In potem sem zvečer bil do 3 zjutraj z Maticem pa z Robijem pri meni v sobi, da smo rihtali pač plane, strategijo, maile, whatever, da bomo ta film releasali. Tak res je bilo a lot of hard work, no. Si še vedno v social media vodah, boš ostal, prideš nazaj kaj? Zdaj je zame tako zmeden prostor v moji glavi in sploh ne vem, če znam trezno oceniti situacijo, ampak to, kar je Robi rekel za to idejico, prej ful me driva to, ful sem se našel v režiji pa scenaristiki, like, I really love it, tukaj je bilo hudo na setu in vse povsod, je to ena dimenzija ustvarjanja, ko mi je bila zelo všeč. Social media mi je še vedno všeč, pa mislim, da bi lahko bilo dober za marsikaj, ampak je, ne vem, res se mora ta film umiriti, pa bom zares videl, kaj hočem. Če niti ne film, pač ti se moraš umiriti. To. Ja ne, to sem ti rekel, pač to je tako, za vse pač take it in. Morate se zavedati, kaj ste naredili, jako fucking stvar, pač lepo vam je, pač tako morate začutiti to. In čutite zdaj, dokler ste na tej turneji, ne? Ja, to je najtežje, ko si mali otrok, pa gledaš tam po 24 turnej, ki si misliš, kako dober, jaz bi isto, kjer life, oni morajo zdaj se imeti norto. In mi smo zdaj tu stari, počutim se ko Elvis na koncu filma, mrtev. Pa nisem na drogah, pa nisem na alkoholu, ker ne jemljem nič od tega, ampak počutim se sam, give me a break, man, in je čist drugač, kot si predstavljaš, ko boš enkrat tam. Ampak ko si pa tam, ko si pa all excited in to, še pa nisi na tej stopni kot človek, da bi lahko ti zdoživel, moraš prijeti do tja na nek način. In ko si enkrat tam, ti je chill. Nisi all over the place, nisi več on mali otrok, ker zdaj si tam in zdaj za tebe je to domače. In se počutiš čist, okay, I belong here. Ker če ne bi zdaj belongo tu, bi se mi zmešal, bi mi ego nabil, bi pač skakal okoli in pa bi se mogel spet nekaj naučiti iz tega, bi bila spet neka nova življenjska lekcija. Tak pa pač, we feel really calm right now in nam je celo, ja. Mi smo sam hvaležni, da lahko tako predstavljamo ta film kot Krgano, ker imamo res, zdaj ta teden smo dobili veliko povabili iz radijev, iz televizij tudi, se mi zdi, in sam hvala Bogu, da lahko gremo na tok premier in da pač lahko povemo tudi našo zgodbo. Pa koliko ljudi, kako sprejmejo film, jaz včeraj je bila ena premiera v Domžalah, jaz ne morem verjeti, to je pa tista stvar, ko te pa začne potem malo po čustvih, kakšni odzivi ljudi so, zdi se mi, da ne glede na to, da smo prišli low budget in nismo mogli mogoče narediti tehnično tak dobrega filma, pa tudi zaradi izkušenj, ko bi si ga želeli, smo pa dali tuk energije noter, res tuk ljubezni v film, da pa se mi zdi, da na nek način nam vesolje zato vrača skozi reakcije ljudi. Ker so res reakcije take, moj bog, ljudje, mislim, in hvala, zdaj tudi lahko povem tudi, če kdo posluša vsem, ko so nas supportali pri tem filmu, ker to je neverjetno, kako podporo dobivamo. Ne morem verjeti in smo res lahko toliko hvaležni in res sem vesel, da se čuti nekaj čez ta film in res upam, da so dobili ljudje mogoče nekaj čez ta film, because we loved it. Vsem je bil všeč trailer, ne? Ja, da vidimo, če bo tako dobro, ne? Mi je pa všeč, da je tako film kinda drugačen kot trailer. Ja, in da trailer ti ne spoila nič. Jaz sem pričakoval čisto nek road trip film, hoj znat neki bo scene v avtu, kaj svem kaj, kar sem dobil je bilo boljše. Veš, to je ono, ne? Ker vidiš trailer, si misliš nekaj in pol, da vidimo, ko bo in pa ne vem, nas, ki smo videli film na premiero, predtem nismo videli enega kadra, razen onega kadra, ki smo ga mogli sinhronizirati zaradi zvoka. In smo videli film in smo bili tu in mi, fuck, pizza in dobiš ono, kar si pričakoval
Vsaj mi smo dobili in tudi po reakcijah ljudi slišimo enako. No. To sta pa Žiga pa Robi, mojstra marketinga in tega trailerja. Viš, to je pa še ena dimenzija, ko jo moraš pa furati zraven. Stari moj, ti narediš to in potem zaključiš in potem moraš biti sam svoj marketing. Have fun, man, have fun, res, Jesus Christ. Če lahko samo dodam, pa ti dam Jure, marketing prejako. Kaj delaš za ta film, tako delaš vse, kot moraš delati, prav spremljam, ja, pametno stari, kapo fucking dol. Jaz sem hotel samo prej reči, ko si ti rekel, se navezati, ki si rekel, da vam vrača vesolje skozi publiko. Se mi zdi, da vse, kar daš ven v vesolje, lahko rečemo, se ti vrne na nek način. Na nek način. Pač ne zgine ta energija, ki jo daš ti sebe, samo to se hotel reči. Skoraj kot na nek način je kot matematika, dobesedno. If you give something Newton zlo. Pa mogoče ne boš razumel, pa mogoče ne rabiš na neki točki sploh razumeti, ker naši možgani hočejo vse kar razumeti. Sej. Kako se bo to zgodilo, pa kdaj se bo to zgodilo. Se mi zdi, da pač just do your best in pust life, da se zgodi. To je lekcija, po mojem, za vse ljudi, da pač kar delaš, mogoče ne bo takoj vidno in tudi ni treba, da je. Pa se vrne kasneje. No. Kako vam je kaj ta vibe, da ste zdaj ta nova generacija slovenskega filma? Tine, Jan, vi ste zdaj tle glavni igralci Mislim, po mojem, New Age novega vala. Po mojem, noben od nas sploh še ne dojema tega zares. Mislim, ne vem. No. Jaz bi rekel, da... Se prečem, prosti. Ne, mislim, se ne razmišljamo o tem. Mi smo naredili film in zdaj mi smo veseli samo, da ne moramo v bistvu celo verjeti, da so vse dvorane praktično do zdaj na premierah, vse so bile polne. Tega ne doživljaš pogosto. Pa tudi Robi, mislim, kako ti je zdaj stari? Zdaj si celo večerca. Robi je v prvi celo večerc. Pa nijem ti pojma, ne znam ti povedati. Pač Vsak dan je, kaj? Vsak dan je. Danes me je informacija, tako ste že prej rekli, ne vem, a ste rekli ali ne. Pač, jaz odprem Instagram neki scrollam in vidim od Fivije, ko poste, da pač, kje so danes premiere, kje so predvajanja. In pač tako preštejem za foro 41 predvajanj. 41, ker grejo tudi pebi na morje, veš kaj mislim, danes po celi Sloveniji. In pač to dejansko ne dojemaš tako. Jaz dojemam tako zdajle live. Tle sem z vami in se imamo fajn. Ja. A veš, od zadnjih je pa že bilo ob 12, ob 2, ob 4 se predvaja film. Koliko je to? Ena dvorana je koliko? 200 ljudi? 300? Odvisno od dvorane, ampak gledaj. Ful so različni. Ampak recimo 41 krat 150 ljudi vidi ta film. Dajmo reči, poprečno, ampak koliko bi bilo to? Ker razmišljam, kdo gre ob 12 v kino. Robijo ni šlo to skupaj. Ne. Robijo pred kosilom v kino. Ne, se kul, da je, ampak res bi rad, dajte v komentar napisati, če greste kdaj pred 12 ali pa 12, 2 v kino. In kaj je z nami narobe? Ne. Samo tako občutke, a veš. A ne vem, ali so jajčke na oko ali je kokice, ne vem, pač tako, me zanima. Coca-Cola v 12. Jutranji meni. Jaz mislim, da mogoče sam, ko si rekel, smo mogoče del tega New Wave-a, kakorkoli. Ne vem, ki itak je težko govoriti pa slovenski film, pa se vsi vemo, kakšna je situacija, ampak včeraj me je nekdo vprašal po premieri eno zelo dobro vprašanje, pa nisem bil na pravem mestu v svoji glavi, da bi znal smiselno odgovoriti na vprašanje in rekel je, kakšne filme si želi Žiga snemati v prihodnosti. In sem bil najprej tih 10 sekund in potem sem mu rekel hvala, ker mi je dal zamisliti to in zdaj sem premislil in mislim, da bi rad rekel, da si želim snemati filme, ko bojo Slovence privabili v kino ali pa nasploh, da bojo šli gledati film ne samo zato, ker morajo podpreti slovenski film, kot to radi rečemo, in jim v zameno za to imajo ljudje občutek, da jim nič ne damo druga, kot pa to, da morajo pač oni enostavno podpreti, ker so iz Slovenije, ampak dejansko bi jim lahko ponudil filmsko izkušnjo, da jim lahko dejansko damo neki slovenskim filmom. In mislim, da in upam, da smo naredili s tem filmom mišji korak v prihodnost slovenskega filma, kjer bi lahko dali neki, oziroma napredek. Se dajo filmi, jaz ne pravim, da so slabi. Zdaj sem začel gledati, ko imam čas slovenski film, eni so čudoviti slovenski filmi. Ampak če bi kaj želel, bi želel to, da pač lahko ljudem res damo neki, da bojo z veseljem Slovenci pogledali film, da bojo ponosni na slovenski film. Mislim, da to nam manjka pri nas in bom zelo vesel, če se bo to zgodilo. Zna pa Zlata Rola?
Ne upamo si sploh. Ne govorimo, še, sploh ne razmišljamo. o tem. Res ne razmišljam. Tudi nikoli nam ni bilo pomemben, koliko ljudi bo videl film, koliko se bo denarja naredil s tem filmom, ampak pač smo uživali v delanju filma in zdaj uživamo v gledanju filma. Kaj ti govoriš za vse? Kaj govoriš za vse? Pa se pogovarjamo tudi tako zdaj na turneji. Pa. No ja, ampak tako vsaj jaz mislim, no, zdaj pa še ostali povejte. Ma ne, pač meni je, mislim, meni je pomembno, pa ne pomembno, stari, sam da je to prišel do platna zadnjič in da smo si skupaj ekipa plus vsi ljudje, ki so prišli, pogledali ta film. Takrat sem jaz za ta projekt Robi pred 6 leti zmagal. Bi dal onim fantom, ko smo bili v tistem placu, svaka čast, naredili smo, ne? Recimo. Prikazal tako 6 let nazaj, da bi si prikazal, ti bil Ja. Da bi se prikazal 6 let nazaj, bi bil tako, da bi dal, veš, lahko si vzpodbud, da bi si lahko vrnil čas Ja. in bi si rekel, uspelo ti bo, misliš, da bi imel enako motivacijo. Ma ne, nekaj bi šlo narobe zdaj. Ne, dejansko, in takrat smo mi zmagali. Mislim, tako, za samega sebe. Lej, gledamo, končanje, pač prišli smo od točke A do točke B, razumeš, končal se je ta projekt. Kar se pa zdaj dogaja, pa kar si prej omenil, to je pa vse sam plus. Sam plus. Samo plus. Škaj mislim, dejansko vse to. Pač, Vsako predvajanje, vsak komentar, vsaka pohvala, kritika, karkoli, je plus. pa odzivi med gledanjem filma, meni tudi to zelo veliko pomembno. Tako vsak smeh, kakorkoli, če je kdo rekel, da je jokal med filmom, sam volano. Jaz sem na koncu malo pojokal, ki sem bil ponosen na vas. Dobro, da si imel sončno očala naprej. Zato sem jih imel, ne da sem kul, jok sem kupička. Pač tako lepo vas je bilo videti, stari. Res. Mene ste tudi osebno malo inšpirirali. No. Prav lepo je bilo videti. In mislim že, da moramo dati en velik shout-out, ki se sploh ne zavedamo, smo se pogovarjali, shout-out Luka Jorinčič. To novo generacijo tle, ne, se lahko imaš ti za režiserja jakega, se lahko imam jaz za koga, se lahko ima fucking Luka. Zasluge grejo v movie-tu. Tam smo mi vsi začeli, tam smo si mi našli, tam smo mi dali svojo kreativo ven, tako da shout-out movie, da omogoča mladim ustvarjalcem tako platformo. No. Ja. Te si slučajno hočeš zagotoviti membo žirije? Ja. A si odobil lani? Ja, Tisti, ki veste. Tisti, ki veste. A lani si odobil? ne, Ne, nismo dali filma. pa porež ven. A ja, se res nisi odobil. Ti pravim, nisem dal filma in lani niso pač sploh je podelili. To jaz jemljem že osebno, to frke. Ja, če hoče kdo filme delati, pač prijavite se na Movie. Porabil boš 3 dni svojega časa, pa naučil se boš vse. To je to. Fajn se boš imel, no, mislim. To. Lepo so rekli v enem članku, mi, ki smo bili v Kanu, Movie je bila odskočna deska mladega ustvarjalca Rimaniča in to mi je ful ostalo, sem bil ja, moj prvi kratek film, jaz osebno sem posnel za Movie, stari. In vsako leto nam da pa šanso, da damo to kreativo ven. Zdaj pa za na konec od Tineta proti Žikcu, imate kakšno vprašanje za nas? Bi radi še kaj dodali? Eno vprašanje. Vprašanje za vas dva. Eno vprašanje samo dejte. Eno, vsi skupaj se zmenite. Dajmo to prvo za začetek, preden prevzamemo sceno. Kako ste kaj? Mogoče za začetek. Dobro, Jure, ti. Dobrodošli v podcast Gepek. Yes. Danes ste z nami, fanta, ker predstavite se. A pa Kakšen podcast Gepek? To nismo povedali. On je rekel, da je prezanač, rekel je podcast Gepek. Čakaj. Ja, in mi smo, veš kaj smo? Gepak. Ej, mi smo naredili sindikat igralcev in igralk Gepek. SIG se imenuje. Predsednik SIG-a in podpredsednik Jaz SIG-a. sem samo oklicani podpredsednik. Samo oklicani. In to je bilo skozi. Kako Kaj je asistent tudi? Ne, Malo dejansko, sem ej. asistiral, ja. Ko je Štrtič bil zajes 27 urgliček, smo bili že sestanek SIG-a, ej. Mi bi pa šteto. Ja, daj nekaj. No, in potem smo se sestali, prišli skupaj z nekim, kako se temu reče, z neko dokumentacijo naših zahtev oziroma želja. Statut, tako, točno to besedo sem iskal. In smo pristopili do Žigata, producenta, in se vse dal zmeniti. Vse se da. Naš sindikat je še zmeraj delano. Lejko, naš sindikat pritisne za ovratnik, stari, ko te takle prime, je fertik. Ne moreš drugo narediti, stari.
Torej, boste podpirali še druge mlade igralce po Sloveniji? Ja, podpiramo vse mlade igralce in starejše igralce po Sloveniji, ustvarite svoj sindikat. Prosim, res, naredite to. Ali se pa naredite pridružite si to. našemu. Ali pa našemu. Bomo- Ali pa Članarina, našemu. Ali pa našemu. Članarina, koliko je članarina? Kaj, 7 evrov na mesec, Netflix tipo. Pa evo, Bomo se sestali pa razmislili. evo, budžet za drugi film. Jaz bi dal vprašanje. Ja, proši. Okay. Ajde, di. Odgovor ne sme biti podcast, ker je očitno. Ta odgovor bi bil očiten za to vprašanje. Okay? Ni nujno. No, ampak pust, forget about it. Forget about it. Kaj vaju, za vsakega posebej, kaj vaju navdušuje zadnje čase? Viš, sem rekel, da ni nujno. Kaj navdihuje? Kaj vaju navdušuje? Kaj te navdušuje? Mene navdihnejo, ne vem, tako, tak človek, ko si bil ti, ko si zdaj ti, ki vidim, skozi kaj si šel, to me je navdihnilo. Bi rekel, človek je našel nek svoj purpose. Tako? Kaj pa te navdušuje v tvojem življenju, v smislu, kaj te driva, kaj si passionate about? Veš, kaj mislim? No, What you're about? to vprašanje se sprašujem tudi jaz. Iskreno. Koliko se držiš svojih zaobljub? Zelo. Edino, kar je, malo sem šel na Instagram. Ja, malo sem šel na Instagram, zato ker... Je treba pogledati malo gepek, promocijo pa take stvari. Ne? Tako, to. Ja. Kaj pa tebe, Matej? Life, nasploh. Sem ga začel ful ceniti in na zadnje, kar me je navdihnilo, je to, dajati ven kreativo svojo, začel sem pisati poezijo, vrtnice so rdeče na Instagramu, vsi čekirati, ampak ne, no, zdaj ne da tle vas zdi kraj dam, ampak tako drugi dan po pač premieri sem se zbudil dobre volje. Prvič tako lepo vas je bilo videti, da vam je vsem uspelo, plus prav tako koliko smo vsi, vsaj ta mlada generacija se mi zdi zagreti i tak fuck it, da se, brez baliča da se gremo narediti. Ni to ustalo v temu, da se gremo narediti, ampak tle imamo zdaj ene člane, ki so, fuck, oni so šli en korak naprej in naredili in zdaj vidimo, kaj pride na drugi strani ven. Je bilo fuck, jako stari. Koliko jaz se zavedam, da se da, je bil to zdaj dokaz, ne, tako, no bullshit, fucking da se tle na tej naši sceni. In to je bilo fuck, je lepo stari. Lepo je videti, kako večkrat, ko si rekel, da pišeš poezijo, ne? Vidim, da se zelo veliko ljudi ful razširja svoje spektre umetnosti, pa ustvarjajo zadnje čase. Vidim pogosto, kar je zelo dobro, pa mi je všeč. Mislim, tako je, jaz mislim, da film je moja špura, kjer lahko pokažem največ kreative, ampak rad bi dal tudi nekam tako še malo drugam, da malo leze ven. Včeraj en režiser je rekel včeraj mi, da se ko delaš filme, se si vse, a veš, nisi režiser, veš, kaj vse moraš biti, Ja. ko delaš filme. Ampak veš, nisi poet. Pa tudi si lahko, odvisno kakšne filme delaš. No, v glavnem iskal sem nek način, da lažje dam svojo kreativo. Veš kaj, film je dolgoletni proces Ja, in zdaj iščem tako malo kanale, da lahko vsak dan malo. odlično. Se mi zdi to pomembno zelo. Tako. Ja, veš kaj, si lahko dovoliš, da je nekaj slabo. Ja. Če ti delaš film 5 let, si pač osebno, ne moreš dovoliti, da je slab. Če pa delaš nekaj vsak dan, da daješ kreativo ven, si lahko dovoliš to svobodo, da pač svejlaš, kdaj, ker Več itak nema ljudi veze. vidim, da se ukvarjajo z umetnostjo nasploh in tako si sam rekel, da ne rabiš biti perfekten na nekem projektu, da pač lahko daš dnevno ven in mislim, da je to nek lep pokazatelj, da se razvijamo kot ljudje, da pač ustvarjamo. Pač umetnost je neka zelo posebna in pomembna stvar in to je super, da to slišim. Zdaj pa gremo na vprašanja, najboljši del tega podcasta. Ana Mačič-Kotnik. Anč. A se zavedaste, da ste posneli enega boljših slovenskih filmov? Svaka vam čast, res srček. Hvala, Ana. Hvala, Ana. Ne. Hvala. Odgovor je ne. J. Vrbek, Žiga, kako si izbral igralce za film, audicija? Kratek odgovor je bil audicija, marsikdo je prišel tudi od ust do ust oziroma priporočilo od nekoga. Zelo je bil pomemben casting in zaradi tega smo rabili tudi veliko časa, nismo bili vedno zadovoljni z online castingom, veliko skritih zakladov se skriva v Sloveniji, ki se ne prijavljajo na audicije tudi.
Anže Pika, Skrbec 8, koliko časa je potekalo snemanje? Koliko ste imeli snemalnih dni? 28 snemalnih dni čez 1 leto. Včasih sem rabil eno lokacijo, pa sem jo rihtal še pol leta, potem, ko smo že skoraj cel film posneli, pa delali smo 2 reshoota čez recimo tudi pol leta. Tako da, vlekli se celo leto. Smo bili v kratkih hlačah, rokavih, snemali pumpo, tečemo ven, sneg. Letim. Zabavno, zabavno. Dobro. To se vidi v filmu tako? Sneg ne. So dobro kadrirali Matic in Žiga. Tyler, the Creator, Glazer 96, who inspires you? Kdo vas navdušuje? Bom jaz, da to poberem, prej bo kdo drug rekel. Ljudje okoli mene. Kratek odgovor. Tine? Žiga? Jure? To je pomembno vprašanje. Kdo me navdihuje? Stari, ne morem jaz to. Navdihuje me Jure, ki bo jutri. Bravo. To je za v knjigo. Ja, veš kaj pa, Mati moja, to- ne. In 10 years. Ja. Ne, hotel sem reči to, da ne morem jaz reči on, pa to. Sej ja, vse so pač ljudje, ko bi jih rekel tame konstantno, ampak mene navdihujejo pač folk tako, čez dan, a veš. Ljudje okoli tebe? Ja, ne, zapakiral lepše. Ne, dejansko pač v tem smislu, pač ne vem, ne vidiš frenda 3 mesece, neki henga in prideš na pijačo in začnete debatirati in ti malo povejo o sebi, kaj se mu dogaja čez dan, kaj se mu dogaja te 3 mesece in te to navdihne, stari. Pač to. In pač momentalna oseba v nekem trenutku, ko je jaz se rabim, me navdihuje. Jaz zmeri pravim, da mene folk fila, veš, z energijo, tako. Če ne hangam s folkom, sem lahko depressed, mislim tako. No, imam zdaj eno malo lažje vprašanje od Lutz_JJE, sladoled v lončku ali kornetu. Jaz sem bil vedno kornet, zdaj sem lonček. Kornet. Veš, zakaj sem lonček? A? Zato, ker ga pol, ko se ti stopiga, spiješ v konc. Jan, lonček, kornet. Sladek kornet. O, ti imaš denar. Robi? Ta dražji. Kornet pa pol na koncu odgrizneš vse. Kdo to dela? O moj bog. On je rekel, on da spije. Je rekel, da spije z lončka, stari. Ne, vzame kornet, od spodaj ugrizne pa spi ven. Pa kaj ni najboljši sladoled tuni, ko ti ga natrpa do konca korneta in ješ in še na unem zadnjem koncu je tako ful sladoleda. To je nekaj najboljše. Ja, pa ta prvo ti poješ do tle dol. Pol odgrizneš iz prve. Mislim, nenormalno. Žega, lonček, kornet. Jaz sem tudi včasih bil kornet, zdaj pa sem lonček, ko lahko žličko, da si res vzameš čas, pa tako pomalem in je ful dobro. Lučka na palčki. Lonček. Hvala, ker ste bili z nami. To je naša ekipa z Gepaka. Zdaj ne vem, kdaj vam rekel prav, da Gepek. Ekipa z Gepaka. Pejte jih vsi počekirati v kine. Kot bi lahko rekli, ne? V kinu v vaši okolici. V našem najbližjem kinu. V vašem najbližjem kinu. Tako da ja, nič. Fantje, bravo še enkrat. Najlepša hvala. Tine, Jan, Robi, Žiga, hvala, ker ste bili z nami. Uživajte, El Toro in Barbarian Squad. To. Čau, like, comment, share, subscribe.